Toplo pozdravljeni in dobrodošli na drugem delu webinarja o vzdrževanju osebne energije in vitalnosti. Tokrat bomo z vami spregovorili o tako imenovani umski energiji, ki predstavlja enega izmed 4 temeljev naše osebne energije in vitalnosti, poleg telesne energije, čustvene energije in spiritualne energije. Kje je sedež v bistvu naše umske energije? Da, pravilno si predstavljate, gre za naše možgane. In o naših možganih že zelo veliko vemo. Tudi morda kaj, kar ne velja več. Pa poglejmo, kaj pravzaprav že vemo o naših možganih. Najprej naj povem, da tisti stereotip, da uporabljamo samo 3 do 5% naših možganov, že dolgo več ne zdrži. Uporabljamo prav vse naše možgane. Seveda, koliko jih uspemo uporabiti, pa je odvisno od tega, v kakšni umski kondiciji smo. Nekaj pa vendarle že vemo o možganih. Toda preden vam zaupam nekaj malih skrivnosti, naj zastavim eno vprašanje vam. Če bi lahko naše možgane razpletli v vrvico, kako dolgo bi le-ta bila? Da vam ponudim nekaj možnih odgovorov. Ali 1893 kilometrov, ali 40.035 kilometrov, ali 200.000 kilometrov, ali morda celo 304.000 kilometre. Ja, prvi odgovor ne bo pravilen. 1893 kilometrov je dolg obseg naše slovenske meje. 40.035 kilometrov je obseg Zemlje okrog ekvatorja. 200.000 kilometrov je v bistvu najboljši odgovor in tudi pravilen odgovor. Toliko bi bili dolgi naša vrvica, če bi naše možgane razpletli, torej v eno dolgo vrvico. 304 kilometre pa predstavlja razdalja med Zemljo in Luno. Tako da boste si lahko predstavljali, s kakšno kapaciteto pravzaprav razpolagamo. Nekaj pa, kot sem že prej dejala, vseeno že vemo o naših možganih. Naše možgane sestavlja kar trilijon celic. Od tega je 100 milijard aktivnih živčnih celic, tako imenovanih nevronov, in pa kar 900 milijard celic oskrbovalk, ki skrbijo za teh 100 milijard nevronov in prinašajo hrano, zlasti v obliki kisika. Človeški možgani v bistvu, ne glede na to, kako zapleten mehanizem so, tehtajo le 1400 gramov, kar predstavlja samo 2% naše telesne teže. Toda pri tem uporabijo kar 20% vsega vnosa kisika, ki ga pač ne samo na dan, dnevno količino, ne. In še nekaj v bistvu vemo o možganih, da se vsi ti nevroni povezujejo v omrežja in da vsaka aktivna celica, torej vsak nevron, lahko zgradi do 20.000 povezav in to predstavlja bilijardo in več povezav. Da ni pomembno, da nam kdaj pa kdaj tudi seveda nevroni odmirajo, živčne celice odmirajo, pomembno je, da nastajajo tudi nove in zlasti je pomembno, koliko povezav le-te zgradijo. Omrežja se razvijajo z razvojem možganov vse do 30. leta zelo, zelo intenzivno, toda to še ni konec. Razvijajo se celo življenje s pomočjo učenja oziroma pod vplivom učenja. Zato še kako drži ta misel, da je učenje najboljša naložba, tako v vašo prihodnost, kot predvsem v kakovostno in zadovoljno ter zdravo življenje. Ja, s tem sem želela povedati, da ste dobesedno lastnik najzmogljivejšega računalnika na svetu. Toda ta zmogljivost seveda ni neomejena, ampak dejansko morate trenirati vaše možgane, da bodo ostali tako zmogljivi, da bodo tvorili nove povezave. Sicer iz tega ne bo več najzmogljivejši računalnik. Kaj je torej potemtakem v bistvu vloga učenja? Zakaj se pravzaprav učimo? Nekateri odgovorijo na to vprašanje seveda zato, da vemo več. To seveda je res, ne. Po drugi strani se pa učimo iz vidika delovanja možganov zato, da spreminjamo naše možgane, da tvorijo nove povezave, da tvorijo večja, širša omrežja in to nam omogoča, da se prilagodimo novim realnostim. Kot je tudi recimo ta čas, v katerem sedaj živimo, tako imenovani korona časi.